Dobennet, Farka, Adam, Salut, Nusisem, Flaberdai, Baba, Dale, Babima, Creso, Brusel, this dessert man. Ja. Žičnica je definirana v zakonu o žičnicah, vendar jaz bi enostavno povedal, to je strojniška priprava, s katero horizontalno ali vertikalno vozijo ljudi in tovor. Žičnica je pa za razliko od avtobusa, tramvaja, vlaka, ima pa žice, na katere so pritrjene kabine ali sidra, da se lahko smučarji ali potniki vozijo. Žičnice so zelo stare, celo 700 let je skica v asirski državi, ko so vlekli na žicah tovore horizontalno, medtem ko tovorne žičnice so postavljali že prej za potrebe rudarjev v rudnikih ali dnevni kop ali celo pod zemljo. V prvi svetovni vojni so pa množično postavljali žičnice, naredili so jih okoli 2000 po Dolomitih v Italiji in tudi iz Bohinjske Bistrice z ozkotirno železnico do Savice. Tam je šla tovorna žičnica na Komno in potem naprej proti Soški fronti. Na teh žičnicah so vozili vojaško ropotijo na fronte, nazaj pa žal mrliče. Prepovedan je bilo prepeljavati vojake, vendar so tudi to riskirali. Prva nihalka je bila zgrajena leta 1873 v San Franciscu, vendar le v turistične namene. V Evropi je bila prva nihalka zgrajena v Tevšentalu v Švici leta 1874. Prvo nihalko, namenjeno izključno prevozu smučarjev, so postavili leta 1934 in to od Roša do Bruma v Megevu v Franciji. Istega leta so v Davosu v Švici postavili prvo patentirano vlečnico, namenjeno izključno smučarjem. V Združenih državah Amerike pa se je zgodovina žičničarstva začela pisati leto pozneje, to je leta 1935, ko so v Sun Valleyju v državi Idaho zgradili prvo sedežnico. Zasnoval jo je ameriški inženir James Michael Curran. Prvo vlečnico na svetu so leta 1906 postavili v Schwarzwaldu v Nemčiji. Leta 1924 so v Šamoniju zgradili kabinsko žičnico, ki je delovala poleti in pozimi. To je bila drzna gradnja, saj so namesto kovinskih ali lesenih stebrov postavili betonske. Intenzivno postavljanje žičnic v Sloveniji lahko rečemo, da se je začelo po letu 1950, sicer po malem, predvsem so pa zrasle po letu 1960, ko so odpirali nova smučarska središča ali stara središča opremljani z žičnicami. Ivan Rožman, arhitekt planiške velikanke in žičnice, je leta 1938 in 1939 skonstruiral prvo vzpenjačo v Planici, ki se imenuje Plaz, poteka pa od Planice do Tamarja. Ta naprava je z vozičkom, pritrjenim na jekleno vrv, peljala okoli 6 smučarjev hkrati. Vzpenjačo je poganjal motor tovornjaka, ki ga je največkrat upravljal sam Blodek.
Nata. Gradiada. Mlastnica. Nada disso. Sabe, Lima, Presbyterian, Salet, Berberka, Pafaria, Mamma, tu, Petabil, Perba, Sada, Visa, Tabelia, Chapa, Patapa, Presbyterian. Prvo krožno kabinsko žičnico so leta 1957 postavili na mariborskem Pohorju. Prvo dolgo krožno sedežnico z dvojnimi sedeži in zaprtimi kletkami so leta 1958 postavili na Krvavcu. Prva kabinska nihalna žičnica pa je bila leta 1963 postavljena na Veliki planini. Imela je kabino za 30 smučarjev. Druga kabinska žičnica je bila postavljena leta 1964 v Bohinju in pelje z Ukanca na Vogel. Prva naloga žičničara je, da skrbi za varnost potnikov na žičniških napravah. Naš delovnik je predvsem od jutra, od 7 do večera, da pripravimo smučišče, da pripravimo naprave, vstope, uredimo. Pa na koncu, da zaključimo, da pregledamo, da kdo ni na napravi ostal, da pač poteka delo varno. Po podatkih Združenja slovenskih žičničarjev v Sloveniji sedaj obratuje okrog 50 smučišč, na približno 300 kilometrih smučarskih prog je nekaj več kot 200 žičniških naprav, od tega približno 50 sedežnic, 160 vlečnic, 3 nihalke in 3 krožnokabinske žičnice.